Ko sem ostala mama samohranilka, res samohranilka, jaz sem z 2 otrokoma 8 in 10 let in 2 kovčkoma oblek odšla iz hiše svojega bivšega moža. V resnici na cesto in v resnici sem bila brez gnezda s svojimi otroki vred. In takrat sem rekla, ne bom cankarjanska mati, ki je vsa trpeča za vozom leta, ne, in kavo prinese in vse te zgodbice, ki jih imamo mi v našem nezavednem. In potem sem ugotovila, ko sem začela delati in sem bila uspešna in sem zaslužila za stanovanje, za večje stanovanje, še za večje stanovanje, ena je plesala, ena je jahala. Skratka, dala sem jim vse, razen tistega najbolj pomembnejšega, sebe, ker se nisem imela, ker se nisem videla. Torej, nisem bila kmečka cankarjanska mati, ampak sem bila samo njena meščanska verzija. Zadnjih 20 let se učim slišati in poslušati sebe, da bi znala zares poslušati in slišati tudi druge. Sem začela prepozno? Prej nisem znala. Bila sem poslovna ženska, 30 let v večnacionalnih okoljih. Zdaj živim svoje poslanstvo, ki mi ga omogočata modrost mojih let in pokojnina. Sem akreditirana coachinja in avtorica knjige Deklice brez gnezda v iskanju poti do odraslih otrok. To je Danica Vidmar. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za povabilo. Zelo, zelo sem vesela, da sem povabljena v vaš konec, ki ga zelo slabo poznam, pa bi ga zelo želela spoznati. Kar naprej sem v Ljubljani in sem tako zelo, zelo vesela, da danes nisem v Ljubljani. Tudi jaz sem bila dolga leta v Ljubljani in zdaj nisem več v Ljubljani in moram reči, da ti koroški konci kar blagodejno vplivajo na dušo in telo človeka. Znam povedati, kako sem se počutila na poti sem, ko sem zavila iz avtoceste dol. Se mi zdi, da mi je kar srce zaigralo. Res, iskreno. Ja. Moram tudi jaz povedati svojo izkušnjo, da jaz tudi sem imela opcijo se odločiti med enim drugim koncem Slovenije, pa med Koroško, pa sem se tudi intuitivno odločila, da izberem Koroško. Sem prepričana, da vam ni žal. Ne. Me veseli, da sem slišala te vaše besede, da z veseljem pridete na Koroško. Tako da danes naj čaka en tak lep, intuitiven pogovor. Vi vedno rečete, da ne marate ravno slišati vprašanj, zakaj. Da odgovarjate najraje tako, ko prvič slišite vprašanje, potem odgovorite ven iz telesa. Pravite, da se povežete. O čem govoriva? Ja, govoriva o tem, da se učim poslušati sebe. Točno tako, kot ste pravzaprav na začetku povedala, 30 let sem živela, pa še več, z razumom. In razum je bil moj edini vodnik. In razum se v eni točki življenja pri reševanju življenjskih situacij sooča z eno zelo težkim problemom, to je lastna nemoč. Ker z razumom lahko rešujemo stvari samo do določene meje in do določene mere in samo nekatere stvari. Mene je razum reševal, ker sem v resnici na tem avtopilotu gradila svoje preživetje.
in ugotovila, da na eni točki ne deluje. Zato se učim slišati sebe, ker ko si na avtopilotu in delaš s svojim razumom, nisi v stanju z odprtim srcem slišati druge. In če se ne slišimo, se ne moramo videti zares. Biti viden ima pa zelo podoben efekt, kot če nam kdo reče, da nas ima rad. Jaz bi tako nekako rekla, da je videnost, slišanost, tako kot dve roki srca, ne? Vidim te, slišam te, rad te imam. Tako nekako, zato poskušam slišati sebe in se učim slišati druge. Videti, slišati druge in lepo delati s seboj. Ta vaš stavek mi kar naprej odzvanja v glavi. Ljudje ponavadi z vsemi okrog sebe, z ljudmi, stvarmi, se trudimo delati lepo. Na zadnjem mestu smo pa mi sami, ne? Zelo dostikrat in zelo prevečkrat in ženske smo kar svetovne prvakinje v tem. Zakaj to delamo? Ker je to način, ki smo se ga naučile, da povemo, da nam je mar za te druge ljudi. Problem pa nastane takrat, ko nam umanjka razumevanje, da se vsi odnosi z drugimi začnejo pri enem samem odnosu. In to je naš odnos do nas samih. Če ne znamo lepo delati s seboj, ne moramo od drugih pričakovati, da bodo delali lepo z nami. Če ne znamo lepo delati s seboj, nimamo jasno postavljenih svojih vrednot, meja, in na nek način se drugi tudi ne znajdejo z nami. Ker če jaz ne vem, kakšne so vaše vrednostne meje, potem ne vem, kdaj sem jih prestopila. In začne se v bistvu že v otroštvu. Mi kot otroci smo se učili spoznavati svet preko reakcij ljudi, s katerimi smo živeli. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo se naučili reči to, in če je bilo ustavljeno, smo se naučili, da je tam meja, ne? S tem smo spoznavali, s kakšnimi ljudmi živimo in kakšen je svet. In tukaj smo se tudi naučili vseh svojih preživetvenih mehanizmov in strategij, s katerimi smo želeli preživeti. Namreč tukaj je treba povedati nekaj, da smo preživetveni nagon prinesli s seboj in se mu ne moremo odpovedati. Ta je živ in umre z nami. In zaradi tega preživetvenega nagona, ki je naša, bom rekla, prirojen vzgib, mi razvijamo preživetvene strategije. Tam, kjer nastane pa zatik, da te preživetvene stvari, strategije, ki smo jih razvili, ne pretresemo, ko odraščamo. In z njimi gremo v življenje in marsikatera od preživetvenih strategij nam ne koristi več, pa jo še kar živimo, ker se je ne zavedamo. Tako so dekleta postanejo in ostanejo pridna. Fantje rečejo, ne smem jokati, ne smem čustev pokazati, ker je bila njegova strategija ali pa učili so ga tako, da če pade, nehi, ne boš zdaj, to je za punce, ne, jokaš. Njega boli, otroka boli, pa naj bo fant ali punca, ne, in nekdo mu reče, ne bolite. Kaj se zgodi? Začnemo dvomiti v svoj notranji kompas. Mene boli,
starši mi rečejo, ne bolite nič hudega. Mene pa boli, a ne? In potem ne veš, ne zaupaš svojemu kompasu in potem ne znaš postavljati meja in potem se ti zgodi, da jih drugi neprestano kršijo in potem se ti zgodi to, da ti poskušaš biti čim bolj ustrežljiv in prijazen, da jih ne bodo kršili, da ne bodo skakali čez tvoje meje. Kaj se zgodi? Še bolj skačajo. In tako da je v resnici lepo delati s sabo začetek tega, da bodo drugi lepo delali s tabo in da boš ti tudi z drugimi lepo delal. Ker ne gre za to, da samo sam s sabo lepo delaš, ampak da delaš tudi z drugimi lepo, pa ne na svoj račun, ne? Zelo je pomembno razlikovati med kompromisom in kompromitiranjem. In tega v odnosih ne znamo prav dobro. Ne? Vsi rečejo, kompromis je treba sklepati, če si v odnosu. Ampak razlika med kompromisom in kompromitiranjem sebe je velika. Kakšna? Če mi naredimo kompromis, nobena stran se ne počuti zmagovalca. Nobena stran ne kuje revanše. Pa to ni nujno na sredini, a ne? Če vi meni rečete, vzem dežnik, ker jaz ne vem, da pada dež, a ne? Je to neko spoznanje, ki ste mi ga vi posredovali in potem je lahko vaš prav, tudi moj prav, a ne? Ni nujno, da izmeri na sredini. Če pa se ena od naju kompromitira, pomeni, da se pusti povoziti, da zatajiva svoje potrebe po čemerkoli že, mogoče tudi po iskreni besedi, po tem, da izrazim, kako se počutam. In brez iskrene komunikacije, ker ni strahu, ker ni občutka prevlade moči, tam iskrenost lahko teče. In iskrenost je tista, ki zdravi. Zakaj? In avtentičnost pomeni, da jaz govorim tisto, kar čutim. Zdravi pa zato, ker se mi zdi, da sem slišan, da sem viden in da nastane prostor zame. In potem nisem več niti agresiven toliko ali agresivna. In če to uspem vzpostaviti še na drugi strani, potem je izmenjava dobrega na avtocesti, izmenjava slabega pa na stranskih poteh, po katerih še zmeraj včasih hodva, ne? Ampak ni obratno. Govorite o prostoru za nas, za vas, ne, za posameznika. Koliko pa je bilo prostora za vas v vaši primarni družini, v vašem otroštvu? Kakšna je vaša zgodba iz recimo, otroških dni? Ja. Jaz bi najprej povedala, da sem otrok 50 let in da smo bili vzgajani od generacije, ki je preživela vojno. In da je bilo takrat tudi sistem drugačen, kot je zdaj. Bili smo otroci socializma, da je bilo tam veliko optimizma, veliko lepega, ne samo slabo. Jaz govorim v knjigi, da je bila Jugoslavija moj veliki starš in jaz sem imela rada Jugoslavijo. Mi je bila dober starš. Moja primarna družina, moji starši, najbrž je bila največja popotnica mojega življenja to, da sem bila nezaželen otrok po spolu. Jaz sem bila druga hči srbskega očeta, ki si je neskončno želel sina, pa ti očetje niso samo srbski ali
so tudi slovenski, so tudi angleški, so tudi francoski, a ne? Gre za eno zgodovinsko diskrepanco med vrednostjo enega in drugega spola, ki jo še vedno premagujemo in jo še vedno težko premagujemo. In je zdaj ponovno smo v situaciji, da se potrudimo jo spet premagovati, a ne? In to vas je zaznamovalo? Mene je to zaznamovalo z jezo. Z jezo, da nisem bila sprejeta, in z bolečino. In ko se jeza in ta bolečina in ta srčna želja zmešata skupaj, nastane en zelo nezdrav opoj, ki ga pijemo in ki nas lomi celo življenje. Med tem, da se trudimo biti ljubljeni in sprejeti, in med tem, da smo hudo jezni, ker nismo. Kako se je pa to potem kazalo v vašem vsakdanjem življenju, recimo potem skozi odraščanje? Tudi vi ste si ustvarili družino, svojo, in bili zapuščeni potem strani moških? V resnici je bilo tako, da se s tem strupenim napojem prideš do enega nezavednega zaključka, da se ljubezen da zaslužiti. In ljubezni se ne da zaslužiti. In služenjem komorkoli ali čemorkoli na račun sebe ne prideš do ljubezni, prideš pa do izkoriščanja. No, in meni se je pač to zgodilo, da sem v tej jezi sem se poročila, zato da bom razjezila svoje starše, pri čemer sem se ustrelila v koleno. Sem zamenjala v resnici ljubezen za služenje, ker moški, s katerim sem se poročila, je imel za cel koš problemov in jaz sem postala rešiteljica, ker pomeni, da če si rešitelj, potem nasprotno stran takoj postaviš v vlogo žrtve in sebe potencialno v rabla, tistega, ki ima enkrat dovolj. Tako da to se ti zgodi s to popotnico, če ničesar ne narediš, preden se odločaš za svoje starševstvo. Zato sem jaz zelo, zelo vesela, ko gledam današnje starše, matere in očete, ki rečejo, jaz bi rad tole spucal, preden imam svoje otroke, a ne? Ker je to zavedanje, da v družinski skrinji obstajajo stvari, ki smo jih dobili v razreševanje in ki nas zasledujejo kot ena temna senca, če ne pogledamo, pa ne rečemo, aha, tole je zdaj. Pri čemer se pa potem zaletimo v odgovornost do sebe in za odmeriti svojim staršem. Namreč, ko odrastemo, starši niso več odgovorni ne za naše počutje, ne za naše življenje in ne za to, kako mi gledamo na njihovo starševstvo. Mi lahko rečemo, nisem dobila tega, pa tega, pa tega, dobila sem preveč tega, pa tega, pa tega, ne? In vsi otroci iz avtoritarnih družin so dobili preveč pravil in so ali postali pridni ali postali uporniki in se kasneje v življenju so se z večjo težavo soočali s postavljanjem meja in moram to povedati, da tisti, ki reagirajo z agresijo,
so ravno tako potrebni podpore, pomoči, da gre med pridnostjo in agresijo samo za dva preživetveni strategiji, ki sta obe dve precej dramatični, da ne rečem škodljivi. In pogosti tudi, recimo? Tudi pogosti, ja. Tako da, mogoče bi na tem mestu še povedala eno razliko, ki jo ljudje tudi mešajo, pa je zelo, zelo pomembna, med čustvom in občutkom. To nista isti stvari. Občutek je nekaj, kar se v nas sproži in ga ne moremo kontrolirati. Je, nastane. Če nekdo zaloputne vrata, se vi ustrašite, ne? Pa ne morete reči, mene ni strah, če nekdo za mojim hrbtom zaloputne vrata, ker se ustrašite. To je čustvo. Občutek je pa to, da temu čustvu damo svoje zavedanje, misli, da ga pogledamo, ne da ga porinemo pod mizo. Ne? To so te slavne preproge, družinske, pometimo pod preprogo, ne? Bom že potrpel, bom že potrpela, ne? Se pravi, da v bistvu kot odrasli, zavestni ljudje moramo svoje občutke najprej seveda čutiti, ne, in jih potem malce iz distance pogledati, zakaj v bistvu gre, ne? In se ne predajati čustvom, ki nas preplavljajo. Rečem, da obvladujemo te triggerje, ne? Ker nihče ne more pritisniti na tipko, če mi nimamo v sebi. Če mi nimamo v sebi občutka, da nismo videni ali slišani, na to tipko noben ne more pritisniti. Jaz bi se na tej točki malo še vrnila nazaj v vaše ustvarjanje potem svoje družine. Rodili sta se dve hčerki, sta zdaj odrasli, imate tudi vnuke, ampak v bistvu me je zelo šokiralo ali pa tudi presenetilo, ne, vaše javno priznanje, ne, da ste najprej mislili, da ste super odlična mama, na kar ste potem, ko ste začeli ozaveščati te svoje vzorce, delati na sebi, spoznali, da pa morda niste bili tako dobra mama, kot ste mislili, da ste, ker pravzaprav niste bili dobro. A sem zdaj dobro povzela? Absolutno pravilno in o tem sva prej govorili. Če jaz nisem bila dobro, kako je ob meni lahko odraščajoč otrok dobro? Ne more biti, zaradi tega, ker v meni vidi nekoga, ki ni siguren, nekoga, ki je žalosten, in otroci poskušajo potem to popraviti, ker otroci imajo svoje starše neizmerno radi. In bi za njih naredili vse, tudi šli preko sebe in tudi gremo preko sebe kot otroci, da bi zadovoljili starše. Torej, ko sem ostala mama samohranilka, res samohranilka, jaz sem z dvema otrokoma 8 in 10 let, in dvema kovčkoma oblek odšla iz hiše svojega bivšega moža. V resnici na cesto in v resnici sem bila brez gnezda s svojimi otroki vred. In takrat sem rekla, ne bom cankarjanska mati, ki je vsa trpeča, za vozom leta, ne, in kavo prinese in vse te zgodbice, ki jih imamo mi v našem nezavednem. In potem sem ugotovila, ko sem začela delati in sem bila uspešna in sem zaslužila za stanovanje, za večje stanovanje, še za večje stanovanje, ena je plesala, ena je jahala. Skratka, dala sem jim vse, razen tistega najbolj pomembnejšega, sebe, ker se nisem imela, ker se nisem videla.
Torej, nisem bila kmečka cankarjanska mati, ampak sem bila samo njena meščanska verzija. Njena poslovna verzija, če hočete, a ne? Efekt je pa isti. Otroci nas ne vidijo, ne? In dobijo poln stvari, ki jih ne potrebujejo, in nič stvari ali malo stvari, ki jih zares rabijo. Se pravi, da bi v bistvu sodobnim mamam, ne, ker se veliko govori o tem, koliko so mame danes utrujene, ne, vse je zelo naporno, velike stvari. Kaj bi svetovali potem, zdaj po teh vseh spoznanjih, do katerih ste prišli v zadnjih letih, kaj bi jim položili na srce, ne, da kako vzgajati sinove, hčere? Moram kar iskreno priznati, da je starševstvo zame bila in verjamem, da je za mnoge najbolj zahtevna izkušnja in najbolj zahtevna šola. Jaz sem mislila, da je to nekaj tako kot služba, a ne, glede na to, da sem bila takrat človek razuma in sem rekla, ponavljala krilatico, otroke spravaš kruhu in potem si naredil svoje, a ne, in potem ne grejo po svoje. Do neke mere je to res, a ne. Res je v tistem delu, da moramo otroke usposobiti za življenje, ne jih pa tako ovatko zavijati, da potem, ko naj bi bili, ko so stari 20, 25, 30 let, rečemo, zdaj pa 5, on pa ne zna položnice izpolniti, ne? On pa še ni zaslužil svojega kruha, ne ve, kdo je, ker mi ne vemo, kdo je in smo mu hoteli ne vem kaj narediti, ne? Starševstvo je zahtevna naloga in jaz je nisem opravila najbolje. Jaz sem s tem vse dati, v resnici je to zreduciralo na nekaj, kar je bilo prijemljivo, ne. Se pravi na materialne. V mislih imate, da ste vse materialno? Material, v bistvu ne sam material, zame je bila recimo izobrazba, širina znanja. In tukaj sem jaz v resnici, če sem to hotela nuditi, sem morala zaslužiti. In ker sem bila sama, tudi za zaslužiti, jaz v življenju nisem dobila 5 para preživnine, je v resnici bilo to težko, ne? In mame samohranilke so v težkem položaju, ker biti oboje je praktično nemogoče. Jaz sem v knjigi napisala, da otroci v enostarševski družini, kjer en starš, naj si bo oče ali mama, poskuša biti najboljše oboje, se otroci odraščajo kot sirote, ker nimajo ne mame v njeni temeljni funkciji, ne očeta v njegovi temeljni funkciji, pa se ne bomo spuščali v to, kaj so, ampak vsak ima svoj prispevek k temu, da otrok se usposobi za življenje. Ampak da mi nekoga usposobimo, moramo vedeti, kdo smo. Da mi družinske vrednote damo na mizo in rečemo otroci, to so naše družinske vrednote, moramo vi vedeti, kaj so naše vrednote in dati prostor partnerju, da on prinese svoje vrednote, ker v resnici je partnerstvo, prispodobo bom dala, partnerstvo je tako kot srečanje 2 ledenih gor, a ne? Nekaj ven gleda, en velik del je pa spodaj. In Titanik se ni zlomil zaradi tega, ker je zgori led plaval. Razparal ga je tisto, kar je bilo spodaj.
Včasih smo mi komu ledena gora, včasih je pa kdo nam. Jaz v tem predavam in vam moram povedati, da so ljudje tako rečejo, kako me to boža, ker zdaj pa razumem, zakaj jaz težko komuniciram. Komunikacija je srečanje dveh ledenih gor. In mi mislimo, da komuniciramo mnenje, želje, dejstva, komuniciramo pa svoje potrebe. In mislimo, da on sprejema tle gor ali ona, on pa tudi sprejema in se dotikamo njegovih potreb in njegovih ali njenih nezavednih vzorcev. In zato stopamo v trikotnike drame. A je v bistvu potem tako, če mi gre partner na živce, ne? Vsak mu se to zgodi kdaj, a to meni zrcali to, kar je nezaceljenega v meni? Če mi gre recimo tiste stvari, ki me motijo, kaj to sporoča meni? Lahko, jaz bom zdaj na pamet govorila, ni za vse primere to tako, a ne? Ampak sigurno je en gumbak tam noter se sprožil, eno stikalce, ki neki šumlja noter, a ne? In je v resnici fino za pogledati, kaj mi to stikalce pripoveduje. Ponavadi pripoveduje o neki nezadovoljeni potrebi, a ne? Ali pa pripoveduje o tem, da je mogoče neko mejo zapostaviti, a ne? Da se je mogoče zapogovoriti, ampak ne tako, tukaj nastopi nekaj, kar tudi učim, a ne? Osebna govorica. To ni govorjenje o sebi. Osebna govorica pomeni, da jaz povem, kako se počutam, a ne? To se pravi, mi gre na živce. Kaj mi gre res na živce? To se pravi, se ozreti v neko svojo, katera potreba je zdaj moja nezadovoljena, a ne? In potem njemu ne reči ali njej, zakaj zmeri to delaš? Zakaj si zmeri tak? Zakaj to narediš? Mi greš na živce. Daj se ti spremeni, ker greš meni na živce. To ne deluje. Se pravi, vedno je pri nas sam. Spremenimo lahko, drugih ne moremo spremenjati. Spreminjamo pa lahko odnos svoj in reakcijo do tistega, kar je. Torej, mi gre na živce, ugotovim, kaj tukaj je, ali se odločam to povedati in reči, veš, me je bolelo zadnjič, ker sem se počutila grobo napadeno in me to boli. Jaz sem se počutila in mene boli. Nikjer ni nobenega hakeljca, v katerega bi se on ali ona lahko zataknila. Torej, če ostajamo na polovici svoje odgovornosti za sebe in ne pričakujemo, da se bodo drugi prilagodili temu, da se bomo mi dobro počutili, ker se pa na drugi strani ne bo dobrega počutja, potem imamo možnost, da govorimo o eni in o drugi, pa rečva bolečini, stiski, neprijetnosti. In to, da nastane ta prostor, da jaz lahko povem, kako se počutim v eni situaciji, prosim, da mi dajo ta prostor, ne? In potem, če na drugi strani isto, ne? Vidite, namest tega, Ja, komolc, ne. Ja. Nastane to, a ne? In naše srce in roke so nastali iz istega lističa embrija. Ne? In oči in roke in srce, če nas je pa strah, da bomo karkoli rekli, ne? In ne rečemo, ni tega, ne?
Kako vam pa to, o čemer zdaj govorite, kako vam gre zdaj, potem, ko ste se upokojili, ne? Najprej dejva poudariti, vi ste res bili uspešna poslovna ženska, za seboj imate kariero v multinacionalkah. V pokoju ste pa zdaj koliko časa? V pokoju sem pa zdaj od leta 20, ampak od leta 18 nisem več v službi, ker sem od 18 do 20 se prešolala, da sem v bistvu iz finančne direktorice nisem zrasla, se vedno rastem, ampak da sem naredila vse potrebna izobraževanja za to, da sem coach, ne? In delala sem tudi art terapijo. Skratka, poskušala sem pomagati sebi, ker namreč treba je delati s telesnim spominom. Ker v telesnem spominu dokaz za to je to, da se mi danes, ko smo čisto mirni, odločimo pa rečemo, nikoli več ne bom tako reagiral. In nekdo nam obljubi, nikoli več ti tega ne bom rekel, nikoli več ti tega ne bom naredila. In resno misli, ko to reče, ko je v miru. Ampak ko pride situacija, reagiramo iz nezavednega, iz tega spodnjega dela ledene gore. In v resnici je tam nekaj, kar je treba pogledati, kaj nas to žene. In potem je tukaj zamera. Si rekel, si obljubila, a ne? In se je spet ponovilo. Ponavlja se zato, ker tej bolečini nismo dali prostora in ker ta bolečina prihaja nekje iz enega koščka našega telesnega celičnega spomina. In s to art terapijo, ne, ali pa jaz delam ne vem, s kakšnimi podobami, s kartami, s plastelinom, z barvicami. Ko ti s tem delaš, telesu delaš v bistvu s telesom, a ne? Jaz ne znam delati s plesom, a ne? Eni to delajo s plesom, z glasbo. Celični spomin je zadnja faza zdravljenja telesa. Mi vse vemo. In velikokrat ljudje pridejo pa rečejo, jaz vse vem, ampak me še zmeri zanese, seveda, ker je v telesu spomin in ker v situacijah, ki so nepredvidene, reagiramo po starem. In potem se obsojamo, namesto bi rekli, veliki odrasel človek, a ne, če rečeva velika Anja, bi rekla mali Anji, jaz vem, zakaj je tako. Namesto da velika Anja reče sama sebi, a že spet si to naredila, pa si rekla, pa se jezimo nase, a ne, pa bi rekli, ni ti še uspel, jaz bom ugotovila, kaj te boli, a ne, ker boli tega našega otroka. Kaj pa je potem prvi korak, recimo, zavedamo se, da je znotraj nas še nekaj nezaceljenega, da imamo znotraj nas bolečine, ki bi jih radi pozdravili. Kaj kot odrasli, zavestni ljudje potem naredimo? Kaj je naš prvi korak, da gremo na pot ozdravitve samega sebe? Prvi korak je ta, tako je bilo pri meni, ne, da razumeš, da so bolečine tukaj zato, ker so prišle nekaj povedati o nas. In da namesto, da okrivimo druge in od drugih pričakujemo, da se bodo obnašali do nas tako, da ne bo bolelo, da se mi odločimo pomagati in poskrbeti zase. Za generacijo, mojo generacijo, pa najbrž delno generacijo naših otrok, ker smo jih tako vzgajali, je bilo poskrbeti za sebe, je dostikrat dobilo nalepko, da si sebičen. Egoističen, ne? Ja.
Saj tudi za nas še to velja. Ne bom govorila o teh egoistih, ki grejo na mejo narcisizma, ker to pač ni moje področje. Jaz govorim o nas, ki smo, bom rekla, povprečni državljani, ki želimo dobro sebi, gozdovom in rekam in otrokom in svetu, a ne. Tako da odločati se, a ne, sreča ne pride kar na velikem vozičku, a ne, ampak se moraš odločiti, da imaš tega dovolj. In ko rečeš, zdaj imam pa dost, ampak ne tebe. Sebe. Ampak sebe, da to dovoljujem, da se mi dogaja, a ne? Pa rečeš, zdaj, otrokac, ti bom pa jaz velika ali velik, bom jaz poskrbela zate. Lahko tukaj dodam eno mojo izkušnjo, recimo, ne. Jaz, ko sem postala mami, sem prišla do mnogih spoznanj, ki so verjetno že dlje časa nekje zorela, ampak so se nekako zasidrala, tudi jaz rečem od zgoraj navzdol, ne, utelesla. In zelo rada tudi javno izpostavim, da me je materinstvo naučilo samo materinjenja. Kako jaz to dojemam, da zdaj poskušam sama sebi dati vse tisto, kar sem včasih pričakovala, da bom dobila od drugih. In tudi zelo rada rečem, da tisto, kar dam njej, v resnici dam sebi, ne. Ja, to je to. V bistvu je, Vi ste na poti, edino, kar je treba sprejeti in postati navdušen nad tem, je, da to ne bo trajalo samo leta 26, pa samo leta 27, ampak da je to proces, ki bo trajal in postajal vedno bolj zadovoljujoč. To ni nekaj, kar potem v eni fazi odkljukaš, pa rečeš, zdaj sem pa se naučila, ne? Saj sem se naučila, zdaj pa lahko, ne? Kaj pa vi zdaj s svojimi hčerami odkrito govorite o tem vašem odnosu, ki ste ga stkale v dobi odraščanja? Ste se odkrito pogovorili o tem, kakšna mati ste bila? Z mlajšo, mislim, kakršna mati sem bila, sem zapisala v knjigi, a ne? Z mlajšo hčerko, ki je tudi napisala refleksijo, imava absolutno iskrene odnose in v bistvu take, kar bi jaz rekla, da sva dve odrasli osebi, ki razumeta, zakaj sem jaz bila taka mama. Jaz razumem, kaj je ona mislila, ko je rekla, najhujš v otroštvu mi je bilo to, ker nisem smela biti žalostna. Ne, to se pravi, vesel otrok je bil nagrada žalostni mami, a ne? Aha, ja. Brez da bi se mama zavedla, da je otrok, pa otroka nismo videli, a ne? Kaj pa je v vas vzbudila njena žalost, da ji niste dovolili, da je žalostna? V bistvu je šlo za nezavedne procese. Ona je gledala mene žalostno in zaskrbljeno in je kot otrok, ki hoče svojim staršem najbolje, a ne? Če je bilo težko, ni tega pokazala, ker se ni hotela, da je meni še hujš, a ne? Razumem, ja. Zato je najboljša popotnica otrokom so srečne mame in srečni očetje in zadovoljni partnerji, ki se znajo tudi skregati. Pred otroci ali ne? Pred otroci lahko samo, o tem je Jesper Juhl govoril, samo in izključno o vzgojnih, to se pravi o stvarih, ki se tičejo otroka, ne. Včasih smo rekli, se ne smeš, morata se vidva uskladiti, ne. Če oči reče, ne smeš iti v kino, pa moram jaz tudi reči, ne smeš iti v kino, ne. On je rekel, in se strinjam s tem, ne, ni res. Ker potem otrok, se mu zdi, da ima enega starša, ki sta klonirana, ne. In otrok ve, da mama bi ga pustila, oči pa ne, ali obratno, ne. Torej,
o stvareh, ki se tičejo družinskih zadev in otroka, ne, da otrok ve, ne pa, pri čemer pa seveda ne tako, da bi oči rekel, ne smeš iti v kino, mami pa rekla, kar pejta. Ne. Mami reče, jaz bi ti dovolila, ampak zdajle si vprašal očeta. Jaz se ne strinjam, ampak danes bo tako. Okay. Se pravi, tudi odkritost v družinski dinamiki tako. Je prav, da jo otrok vidi in sliši. Seveda pa ne vajne partnerske zadeve. Včasih je težko počakati na večer, ne? Absolutno je treba počakati, s tem, da se je treba zavedati še nekaj. Da otroci se učijo z opazovanjem. Otroci čutijo energijo. V družinah, kjer se nikoli niso kregali in ni nikoli žal besede, je otrokom absolutno jasno, kdo je kdo in kaj je kaj, ampak tega ne znajo nekako dolg časa skupaj sestaviti. Jaz sem dolg časa mislila, da moja starša živita v idealnem zakonu, ker nisem jih slišala enkrat samkrat skregati se. Zakaj se niste skregala? Ker je mama vse, mi rečemo, dol požrla. Ne? Se v bistvu ta čustva, ki jih dol požremo, ne? To se vse nabira, ne? In kaj potem brbota pod površjem? Jaz imam eno drugo prispodobo, ne? Potem te stvari, ki jih ne razrešimo, zapiramo v škatle in teh škatel se na poti življenja nabere in napolni to notranjost do te mere, da ni prostora nič več za nič drugega in te škatle postanejo težke. A se pa ta fizična čustva, tudi ne fizična, naša čustva lahko pokažejo recimo tudi s kakšnimi fizičnimi bolečinami? Se pravi bolezni? Bolezni, a ne? Bolezni so zelo dostikrat umik, a ne? Umik pred soočenji, razne bolezni. Tudi če pa ne pridejo bolezni, pa pride zelo dostikrat do odklopa čustev. Ker tiste škatle težko nositi, ne? In pa rečemo, saj je življenje težko, saj so vsi tako, pa vsi tako, a ne? To pomeni, da imamo teh škatel noter preveč, kar nas obremenjujejo, ker te škatle ven damo, jih je pa težko ven dati. Zakaj? Ker je treba imeti moč pa dostikrat podporo, ker med ven dati pa novo vsebino noter dati je ena faza, ki se ji reče nesti prazen prostor. Ne? Meni je bila najhujša faza, ko sem imela občutek, da sem brez gnezda. Kaj to je neka faza tranzicije, če se to je faza, ne, to je ena faza, ko mogoče bi jo s potresom, a ne? Potres se nam nekaj zgodi in preden karkoli novega zgradiš, moraš prvo staro pospraviti, potem se moraš dol usesti in pogledati prazen prostor, ki je kar naenkrat strašljiv, ker tistega, kar je bilo, ni več, a ne? In potem se moraš izmisliti nekaj novega gor postaviti, a ne? A govorimo o spremembi identitete človeka? Pravi, da se... Govorimo o spremembi identitete, mogoče ne, ampak vsebine, ki jo nosimo s sabo. Ker mi smo zmeri nekako smo, ne? Ta zavest v nas zmeri je, ali je na takem nivoju, ali pa je na takem nivoju, a ne? Zmeri je, mi zmeri smo, a ne? Mi še zmeri čutimo, da smo, tudi če pozabimo, kako se pišemo, ne? Eckhart Tolle pravi, tudi če pozabimo vse svoje zgodbice, ne? In se odklopimo in se predstavimo samo v sedanji trenutek, mi še zmeri občutimo, da smo, a ne? Se to je en tak lep občutek, ne?
Jaz bi rekla, da sem ga že parkrat recimo, ali pa ne, se ne moreš vedeti točno, ne, ko prvič to doživiš, ampak občutek, da samo si. To se mi je zgodilo v bistvu žalostno, da res pri eni fizični bolezni, ne, oziroma tik pred eno operacijo, ko so me na invalidskem vozičku dejansko peljali v operacijsko dvorano, takrat je skozi mene se zasidral, jaz rada rečem, nek občutek, samo si. Evo, to je to. In to je bil tak sproščujoč, lahkoten občutek. Wow, vse je okej. In tako življenje naj bi bilo, ne? Ko sprejmeš da je vse, kar imamo, je zdaj, ta trenutek, ne? In da vsi naši narativi in da vse naši bančni računi in ne vem kaj še vse, ne? To naše graditve prihodnosti in spuščanje se v zgodbe, ne? Ker tukaj se bom nazaj dotaknila telesa. Zgodbami, težkimi zgodbami, ki jih ponavljamo, ne? In ki v njih plavamo celo življenje, dajo telesu sporočilo, isto sporočilo kot dogodek sam, morda manj intenziven, ker telo ravno zaradi te dimenzije zavesti ne pozna časa. Jaz, ko sem knjigo pisala, sem šla vsak teden na terapevtsko masažo, ker je rekla, ta moja terapevtka je rekla, kaj pa ti delaš, da si vsa zvozlana? Ja. V resnici nič, ne, ampak čustva. Rekla, knjigo pišem. Ne, hočem reči, šlo je za telo se je spomnilo, to, da ti zapišeš, to se telo spomni. Se pravi, kolikrat si v življenju delamo, ne, slabe, sami sebi delamo slabo, s tem, ko konstantno ponavljamo iste vzorce in naše telo, kaj ga v bistvu mučimo v resnici, ne? V resnici se mi zdi, da smo nekako, opustiti je treba vzorc, da bomo s slabimi zgodbami vzbudili sočutje. Ta vzorc je zelo močan, posebej pri Slovencih se mi zdi, ne, da nam ne bo kdo zavidljiv, da nam ne bo kdo fovš, da se imamo dobro. Uživati je greh, ne? Ja, ker včasih je bil, se ne gre za uživati. Beseda uživati ima v bistvu slabo konotacijo. Gre za to, da rečem, sem v redu, sem dober, veliko sem delal, ne? Težko mi je bilo, ampak v tem težko mi je bilo, sem dober, ne? Jaz ne uporabljam besede uživam zaradi tega, ker ima konotacijo modernega brezdelja. Hedonizem, ne? Hedonizem je to je drugo. Mi smo to vse pobrkali, te pojme, ne? To se pravi, ko je meni nekaj težko, ko nekaj ustvarjam, ko s težavo, ne vem, zidam hišo ali okopavam vrt. Sem utrujen, ampak mi je lahko vseeno fino v tem ustvarjanju. Ne, to je to, da sprejmemo, da smo tukaj na tem svetu zato, da bom rekla, zrastemo, ne zato, da sedimo za telefonom in gledamo, kako drugi na Facebook lepe slikce. Tako objavljajo, ja. To ni življenje, ne. Nisva povedali še, oziroma niste še pokomentirali vašega odnosa s ta drugo hčerko, ne. Z eno imate krasen odnos, zelo iskren, odkrit. Z drugo hčerko, bom rekla, imam tudi iskren odnos. Se pa ne pogovarjava še. Se pogovarjava, pride za Božič, se pogovarjava za rojstni dan, se pogovarjava za vse rojstne dneve. Stvari pa nisva do konca odprle, ker se jaz učim samo biti
Biti, vedeti, da sem svojo ljubezen nekoč kazala na način, ki ga ona ni mogla razumeti, in da ji dam prostor in sebi, da o tem lahko bova nekoč spregovorili, ali bova ali ne, ne vem, in tudi ni pomembno. Pomembno je to, da jaz vem, da sem ljubezen kazala na način, ki ga ona ni razumela, ona ve, da sem jo imela rada, ve pa tudi, da jo to še vedno na nek način boli. Zato pravim, da imava čudovito iskren odnos, nikoli mi ni ne dovolila stika z vnukinjama, imamo lep odnos, se imamo rade. Je pa tam nekaj, kar še zori, bi rekla. Tudi ena od hčera vas je nekako pospremila, ne, na to pot vaše osebne rasti. Ja, aha, ta mlajša. Kaj je ona v bistvu naredila, da se je v bistvu takrat v vašem življenju pa nekaj spremenilo? Takrat, čeprav razumem, ste začeli res potem delati na sebi, ne? Ona me je peljala na predavanje tega mojega danskega družinskega terapeuta, Jesperja Jula. A vi ste z njim delali? Ja, midva sva bila prijatelja. Aha, ja. super, okay. Ja, res sva bila prijatelja. In je rekla, a bo šla, Jesper Jul je v Ljubljani. Kaj pa me zdi to Jesper Jul? Ima predavanje na Gospodarskem razstavišču o najstnikih. Ona je bila pa poročena že in starejša tudi. Pa se pa jaz rekla, kaj pa meni tale tvoj Jesper Jul lahko pove, se jaz nimam več otrok. In potem se je zaresnila v sekundi in je rekla, mami, otroke imaš za zmeri. In mene je to tako zadel, da sem šla na to predavanje in Jesper Jul me je tako, mi je prižgal lučko, ko je rekel, in potem starši se svojim najstnikom delajo to, pa to, pa to, pa to. Jaz sem kar venela tam na stolu, ker je bilo čisto vse, kar sem jaz počela. Je on rekel, in potem jim delajo to, pa to, in potem so začudeni, da je tako, pa tako, ne. In potem sem se jaz odločila iti, sem vzela dopust in sem tisto pomlad in poletje pol porabila za to, da sem šla na njegovo izobraževanje. To je bilo, koliko ste bili takrat stari? Jaz sem bila takrat stara, ja, po moje je bilo to enih 52, čez 50. Nikoli ni prepozno torej, ne? Absolutno nikoli ni prepozno. Nikoli ni prepozno za dobre odnose do sebe, za odlične odnose do sebe, za izboljšanje odnosov do svojih odraslih otrok, ne glede na to, koliko smo napak naredili. Pa nikoli ni prepozno za ljubezen. No, to sem vas hotela zdaj vprašati. Zdaj bi pa tik preden zaključiva rada še slišala, še enkrat, jaz sem to zgodbo že slišala in me je fascinirala. Moram reči, da takrat v dvorani smo bile pretežno ženske, ko smo to zgodbo poslušale, vse smo imele solzne oči in jokale. Vi ste, se pravi, za seboj imate 2 propadli partnerstvi. V tretje gre rado, pri vas dobesedno drži, dajte nam povedati to prekrasno zgodbo. Kako ste spoznali, kdaj pri 70-ih, ne? Letos bom 70, okay. Se pravi leta 23. Aha, 23, a potem malo pred, se pravi pri 67-ih ste spoznali zdajšnjega partnerja. Kje se je to zgodilo? Dajte nam to povedati. No? Bom najprej povedala to, kar mislim, da je pomembno, da povem, da sem bila 15 let sama, po propadu druge partnerske zveze sem rekla, zdaj bom pa jaz ugotovila, zakaj se meni to dogaja. Se nisem takoj ugotovila, ker sem 10 let porabila za to, da sem delala, in so dom
moj dom so postali avioni, letališča in hotelske sobe. Odločila sem bila, da moškega v mojem življenju ne bo, ker hvala lepa vesolje za vse šole tega sveta, meni je dober in mi je bilo dejansko dober. In potem sem šla s prijateljico na dopust na Zanzibar, prvič v življenju za 14 dni. In se nisva ne vem kako dobro razumeli in sem jaz naredila nekaj, kar je bilo nepopisno nemogoče zame. Rekla sem, veš kaj, jaz ne bom zdaj tukaj s sabo, grem na svoje. In sem poskrbela zase. Se pravi, skupaj sta šli, vi ste nekje na sredini? Po enem tednu sem jaz rekla, jaz se bom odselila. Okay. In ste šli vsaka svoja pot? Ja. Aha, super. Wow. Wow, ja. Mislim, to je res nekaj. Takrat sem brala eno knjigo, ki je povzetek tečaja čudežev in se mi je tako zdelo, kada sem prišla na mestni dopust na seminar. Skratka, jaz sem potem 3 dni ležala na tem ležalniku in sem gledala morje. In potem sem vsako jutro telovadila in eno jutro jaz pridem, to je bilo eno oblačno nebo, je bilo črno nebo in ga grem fotografirati in potem nesem nazaj fotoaparat, da bi šla narediti svoje vaje, ker je pač tam mivka in nisem hotela telefona pustiti na mivki. Pridem nazaj na obalo in se čez celo nebo pela mavrica. Najbolj popolna mavrica, kar se jo lahko spomnite. In pogledamo na mavrico pa rečem na glas, ja, kaj bi mi pa ti rada povedala? Kaj mi boš pa ti prinesla? In v tistem vidim, da se mi nekdo približuje. In ta gospod se ustavi zraven mene in jaz mu sam rečem, did you see the rainbow? Ste videli mavrico, ne? In je on rekel, mislim, da sem jo ravno zamudil, ker je izginjala, ne? In je potem kar obstal in sva kar klepetala in tako se je v bistvu začel. Na Zanzibarju pod mavrico? Na Zanzibarju pod mavrico, ob 6 zjutraj je bilo to. Ok. Ste prav, prišla sta, vi ste prišli iz Slovenije, on je prišel iz Londona? Iz Londona je prišel. On je en večer prej prišel, jaz sem pa naslednji dan že, oziroma jaz sem bila samo en dan, cel dan tam. Naslednji dan sem bila sicer še cel dan tam, ampak sem zvečer že šla domov. To se pravi, jaz sem imela 2 noči še, on je pa 1 noč bil tam, skratka. Jaz najprej nisem hotela nobenih telefonov, nič, a ne. Kaj je bilo, mislim, da če se ne bi srečala tako, kot sva se srečala, bi moj racio še zmeraj ostal na... Tako sem pa za trenutek, se mi zdelo, da sem za trenutek izgubila stik z razumom. In hvala Bogu. In to je bila zaljubljenost, tako kot pri 17, a ne? Ki je trajala toliko kot pri 17. Wow. In je bilo tako kot pri 17. In potem se je bilo treba iz te zaljubljenosti narediti odnos in ljubezen. In to zdaj gradita? To zdaj gradiva. Jaz bom zdaj iskreno priznala, da sem vsaj 1 leto pa pol redno na kvartal rekla stop, dost, ne grem se več, a ne. Zdaj sva nehala bežati, a ne. Tako kot sem takrat povedala, a ne,
je to, ni zaročni prstan, a ne, je to commitment, to se pravi odločenost graditi partnerstvo. Ker midva 1 leto pa pol nisva bila odločena, da bova to delala, ker sva oba rekla, sej ne gre, sej pretežko, ne. Tako da bi jaz rekla, da je ta prvi to prstan, ne, commitment. Jaz se zavežem, da se bom potrudil. Jaz se zavežem k svoji osebni rasti. Jaz se zavežem k tem, da bom videl in slišal sebe. Zavežem se k tem, da bom videl in slišal tudi tebe. Dajte prstan še enkrat pokazati, no. Tako hitro je šlo mimo, dajmo ga pokazati. Se pravi, zdaj sta zaročena. Zdaj sva, v bistvu nisva zaročena. Zdaj sva rekla, midva sva v tej zvezi in bova naredila vse, da želiva za roko in poroko. Ampak zaenkrat je bilo, to je bila prvi korak, ne? Da ne bova, ta commitment pomeni, ko bo težko, ne bova bežala. Ampak boste pa zdaj zbežali k njemu v London, ne, kmalu. Dajte še to dinamiko nam malo povedati, no. Se veste, te filmske zadeve nas malce zanimajo. Se pravi, zdaj živite kako? Vi v Sloveniji, on v Londonu? Ne, midva se v bistvu, sva pretežno del časa skupaj. Aha, okej. Več v Ljubljani kot v Londonu, ker je Slovenija prijetnejša dežela, ljubeznivejša do vseh ljudi, do starejših pa sploh. V Londonu tudi sva, ampak pretežni del sva v Ljubljani. V glavnem je včasih on en teden sam v Londonu ali 10 dni, midva sva pa v glavnem se selva in vozva gor pa dol skupaj, a ne. Ravno kar sva prišla iz Mehike, sva bila 3 tedne v Mehiki. Midva se potapljava, rada greva v hribe, smučava, se sprehajava. Tako da njegovi prijatelji rečejo, ti si najsrečnejši, odkar si z Danico. Ti si pa najrajši v Sloveniji. Kdaj boš kaj prišel v London, a ne? In vi tudi žarite, ne? Ko govorite o njemu in o vajni vezi, vam oči še posebej se zaiskrijo. Ja, jaz bi tako rekla, ne, ni se za odločiti za samoto, bi pa vseeno rekla, da to ni ravno walk in the park, a ne, sprehod v parku, ko se na jesen življenja z 2 ruzakoma odločiš zgraditi iskreno zvezo. Mene ljudje nagovarjajo, da pišem knjigo o tem, a ne? Ja, definitivno. Tudi jaz se pridružujem temu. Še ni dovolj materijala, bi rekla, ne? Ampak ni enostavno, ampak ko greš čez to mejo, da rečeš sem. Potem se odločiš predvsem za to, da boš videl sebe. Se pravi, da jaz tudi lahko potem rečem sem. Ja, sem. V zvezi sem, ampak ta sem jaz. Ta sem jaz, ki reče, se bom videla in te bom videla, ampak bom sebe najprej videla. Jaz mislim, da tukaj nima več kaj dodati, se pravi, najprej videti sebe in videl nas bo svet. Tako. Hvala. Hvala vam.